Lepo pozdravljene, predvsem mamice in nosečnice, kajti ob meni je izdelovalka unikatnih oblačil Unique Stuff. Tina, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljena. Zdaj za začetek me zanima, kako si sploh prišla na idejo, da pravzaprav izdeluješ linijo za mamice in nosečke. Sama imaš 3 otroke, ne? Res je, in tudi oni so bili razlog, da sem v bistvu prišla do te linije. Že v prvi nosečnosti sem zelo pogrešala oblačila, ki so bila v bistvu modna predvsem. Bravo. Praktična. Katastrofalna so tole, kar je težko zunaj, jaz sem na čistne. Jaz sem ena stara mama, sem se počutila, ne? Točno tako. In v bistvu je tako meni rasla želja in potem je prišla ta linija naprej za nosečnice, kasneje pa še za dojenje. In ker sem tudi sama vse 3 dojila, v bistvu vsakega skoraj več kot 1 leto, točno vem, kaj pomeni, kaj je praktično, kako mora biti, da so kvalitetni materiali, udobni, predvsem pa, da so modne stvari. No, zdaj si omenila tudi kvaliteto, a to so kakšni posebni certifikati, jih imaš, kako je s tem? Ja, tako je Blagomak, vse certifikate, eko, certifikat 100 standard, tako da v bistvu so tudi zelo kvalitetni, lahko se pere in pere in pere. In ne izgubi barve, so zelo zadovoljne ženske. Povej mi mogoče, kdaj si torej začela s tem in kaj si v bistvu v vseh teh letih delovanja recimo ugotovila, da je najbolj pomembno, recimo glede na to, da delaš dejansko stvari po meri, ne? Res je, vsako oblačilo lahko prilagodim, se pravi, če je ženska zelo visoka, ji malo podaljšamo, če je zelo nizke rasti, ji malo prilagodimo. Potem tudi zelo veliko imam povpraševanja po modi za močnejše, se pravi od 42 številke dalje. Jaz malo gledam, Tina, sorry, ker mi je ful lepo, ampak to bi jaz zdaj imela, pač ne dojim več, ne? Vsekakor lahko damo zadrgo stran in potem nastane v bistvu čisto navadno oblačilo in se lahko nosi čisto normalno tudi za tiste, ki ne dojijo več. Zdaj pomembno je tudi za trebušček, ne? Verjetno si bila zelo pozorna na ta del, ker ne sme tiščati. Res je, vsi materiali so zelo elastični, praktični, pa hkrati modni. Se pravi, da trebušček lepo raste z nosečnostjo, tako da v bistvu skoraj od začetka pa do konca nosečnosti. Jaz se spomnim, ko sem zanosila, pa sem na 3 mesece, veš, da nisem imela nič trebuha, ampak jaz sem hotela biti nosečinska oblačila, ne? Nisem si kaj nabavila, ampak to čez 2 meseca ni bilo nič več prav, ne? Res je. To je problem. Torej raste v bistvu s trebuščkom, ne? Še ena stvar, kako je tole lepo. A si ziher, da je to za nosečnice, za to bi jaz imela zdaj. Zadrgo vidim. Veš, kaj bi te prosila, lahko pokažemo, kako to v bistvu izgleda v praksi, ne rabiš zdaj prav dati ven, ne prsi, ampak samo tako, da si predstavljamo, kako to poteka. Se pravi, dojenje v javnosti je še vedno na nek način malo tabu in ene dojijo rade, ene ne. Jaz sem naredila v bistvu tako, da se v bistvu potegne na eno stran, se pravi, na eno stran in se res intimno lahko doji, se čist malo odpre, ne, in zapre nazaj. Zelo praktično, veš, to pa še nisem videla. Kar je tudi zelo pomembno, recimo sploh po zimi, ponavadi te navadne majice moraš gor potegniti, si ves gol po hrbtu, a ne. Tukaj v bistvu je cel hrbet, je v bistvu zaščiten in hkrati tudi v spredi praktično samo tale lukenca se odpre, se potegne na to stran, odpre in doji. To sem hotela reči, mene je ful motil pač te nosečniške oziroma majice za dojenje, vse, kar so bile, si mogel odpreti in potegniti dol in si pač vse si pokazal tam, a ne? Točno tako. To, da meni tudi ta intima v bistvu manjkala pokritosti, ne? Tako. To se mi zdi res ful fajn ideja. Zanima me še v bistvu, zdaj, a to v bistvu delaš samo v Sloveniji, kako je s tem? Ja, zaenkrat tudi samo v Sloveniji, imam tudi nekaj stranke iz tujine, ampak predvsem ciljam na slovenske stranke in kasneje mogoče tudi za tujino. A mi lahko še poveš, kje lahko torej vse nosečnice, bodoče nosečnice in mamice, ki dojijo, torej naročijo in pridejo do tvojih unikatnih izdelkov? Seveda, imam spletno trgovino in se klikne gor, zbere, napiše vse mere, zbereš v bistvu izdelek, potem moraš napisati mere, se pravi obseg prsi, obseg bokov, pasu, za nosečnico seveda ne, potem tudi višino rabam, se pravi, koliko je ženska visoka, to pomeni, če je recimo 180, a ne, in malo prilagodimo. Tako da to je to, pa tudi ponavadi ta rokav zmerimo, se pravi od rame do tukaj, ker imamo zelo različno dolge roke, zato da ne bi puloverji potem bili prekratki ali pa majčke. Hvala, Tina. Ne pozabite, seveda, če boste naročili katerikoli izdelek, če boste vtipkali še kodo klepet, dobite 15% popusta. Tako da, Tina, hvala seveda za tale super deal, ne. Zdaj pa poglejmo še, kaj pravi Jasmina o njeni izkušnji o nosečniških in tudi kako se reče, dojilskih oblačilih. Rečemo temu tako. Moda za dojenje. Moda za dojenje. Prav smešno je, kaj sem jaz vse počela. Majice sem rezala, si krogce ven, zaradi tega, ker da bi mi bilo lažje dojiti. In ja, potem sem pa spoznala tole žensko, krasno 3 otroke ima in ona s temi oblačili, ki jih v bistvu dela, mislim, meni je rešila dneve in noči, tukaj simpel je, sam zadrga, zik, in imaš joško zunaj in lahko narediš svoje.
Vse polet še nekako gre, imaš take majčke, pa malo tako porineš, pa to nekako gre, ampak mislim, vsi ti pulji oziroma vsi ti puloverji, mislim, to je krasna stvar in vso podporo njej in njenim izdelkom Unique Style.